Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici. Vodim jo Maja Morela, je v studiu pa živahno, no? Morda bi bilo za koga tudi malce neprijetno, zato je Nataša tudi šla ven, ampak jaz se počutim pa povsem sproščeno, čeprav držim v roki bradato agamo. Morda to, kdo ne ve točno, kaj je, ampak zato je pa v studiu Aleš Abram iz Društva ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. Aleš, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobro jutro, dober dan. Da nam boste malce bolj predstavili te lepotice in bom kar direktna, kačo, ki jo držite v rokah. Koga ste oziroma kaj ste pripeljali danes s sabo? Ja, danes sta pravzaprav z mano prišla dva fanta. V mojih rokah je rdečerepi udav Felix po imenu. Sicer ni rdeč, a ne? Ni rdeč, res je. Rdečerepi udavi pravzaprav vseh teh letih, odkar jih imamo za hišne ljubljenčke, so ogromno enih različnih barvnih morfov, variant pač dobil. V vaših rokah je pa bradata agama Tine, res je. Aha, in se je kar udomačil. Zelo je hladen na otip, a ne? Če takole, ker poslušalci ne vidijo, lahko malce opiševa, kakšne so te živali, morda si kdo težko predstavlja, oziroma misli, da so kače sluzaste, ponavadi je ta predsodek. Kakšne so pravzaprav? Tako, definitivno je to eden od prvih predsodkov, ki jih imajo ljudje. Kače so v osnovi prav tako kot kuščarji hladnokrvne in kožo jim pokrivajo luske, zato tudi na pogled mogoče izgledajo sluzaste. Bistvena stvar, če ima nekdo predsodek ali pa celo strah do takih živali, je tale dotik, pri dotiku pa kaj hitro opazimo, da niso sluzaste, a ne. Tako da, ja. Omenili ste, da so hladnokrvne, kaj to pomeni? Pač to pomeni, da nimajo lastne telesne temperature, da pravzaprav imajo temperaturo okolja. Če so na hladnem, so hladne, če so na toplem, so tople. Si pa definitivno želijo toplejših temperatur kot hladnejših. Tine, bradata agama, je avstralski puščavski kuščar, polpuščavski, ne. Tale rdečerepi udav v mojih rokah je pa iz Srednje in Južne Amerike tale vrsta, tako da vsekakor jim naše podnebje ne ustreza. Ne ustreza najbolj. Torej pomeni, da temperatura okolja narekuje tudi njihovo hitrost gibanja? Absolutno. In se vidi, ker sta oba kar precej zaspana, tako Tine kot Felix. Dobro, dragi poslušalci, za uvod toliko. Morda, če se vam je v tem času zastavilo kakršnokoli vprašanje v povezavi z eksotičnimi živali, bi radi premagali strah, poznate koga, ki bi jih rad redil, ga imel za hišnega ljubljenčka, potem pokličite 01 512 10 00. Danes na vaša vprašanja odgovarja Aleš Abram. Dobro, zdaj nekateri pravijo, pes ti lahko prinese stvari, se stišneš k njemu, je prijeten na otip, k mački tudi, zato te živali pritegnejo nekoliko bolj. Kaj je pa vas navdušilo pri živalih pokritih z luskami? Ja, tukaj ne sme biti narobe razumeno. Sem velik ljubitelj vseh živali in pravzaprav kar dosti dolgo časa jaz nisem imel nobenega stika s temi eksotičnimi živalmi. Na priporočilo kolega sem imel možnost davnega leta 2006 obiskati enega znanca, ki mi je pravzaprav dal to možnost, da sem se jaz prvič dotaknil velike kače. Pravzaprav bil je prav rdečerepi udav in ko se je to naredilo, je v meni se ena taka nova dimenzija ljubezni do živali odkrila. In ja, takrat se je začela želja, da bi jaz tudi imel kaj takega doma. In ste zdaj vzreditelj teh živali? Med drugim tudi to, ja, rejec rdečerepih udavov. Oni so od vseh kač moja največja ljubezen.
seveda ni to komercialna dejavnost, to je pač za ljubezen, tako pač veliki rejci po tujini imajo 100 in več parov kači, ki to redijo, pri nas doma je pa to res sam pravzaprav za hobi. No. Aha, no, ampak je dovolj. Daj vam mogoče takole še na začetku definirati, kaj vse sploh spada pod eksotiko? Pravzaprav eksotične živali, definicija eksotičnih živali velja za vse tiste živali, ki ne živijo v našem okolju. Se pravi, če gremo v naš gozd ali pa na travnik, takih živali načeloma ne moremo videti tukaj. Naše podnebje jim ne ustreza in vsekakor, ukolikor imamo pa take živali, se treba pa potruditi, da jim nudimo tisto, kar one potrebujejo. Osnovna stvar, ki jo taka žival potrebuje, je primeren prostor, se pravi nek primeren terarij, kar pa dostikrat zelo jasno poudarjam, ni dovolj, če imamo en akvarij odslužen, da bomo tako žival dali noter in da bo ta žival srečna. Ne, nikakor, ta žival mora imeti primeren terarij, naprimer za bradato agamo mora biti to tak puščavski terarij, spet rdečerepi odav potrebuje majhen drugačenega, bolj njemu prilagojenega. To govorite o podlagah, o elementih, ki jih mora terarij vsebovati. Tako. Kaj konkretno? Tako. Naprimer, če želimo imeti doma bradato agamo, kakšen terarij si moramo zagotoviti? In tudi kje ga lahko dobimo? Tako, za začetek je treba vedeti, da bradate agame so kuščarji samotarji. V naravi živijo samostojno življenje, v obdobju parjenja se pa združijo. Jaz vedno odsvetujem, da se ima več kot eno bradato agamo v enem terariju, ker zna biti to pol problem, zmeri je ena dominantna in potem pač ta druga lahko nastrada. Kar se pa tiče terarija, je pa zelo pomemben, sploh pri teh kuščarjih. Logično je, da damo grelno lučko, da jim naredimo vročo točko. Po drugi strani pa zelo pomembna stvar je tudi UV lučka, ki nadomešča posebno svetlobo, ki jo oddaja v naravi sonce. Če nimamo take lučke, sploh pri mladičkih je to veliki problem, ker se ne razraščajo pravilno, ker nimajo pravilno razvitih kosti, in to so tiste osnove, ki jih vsekakor bi vsak mogel vedeti, preden se odloči za take kuščarje. Kaj pa razlika med terarijem in vivarijem? Morda kdo zameša kdaj? Ja, mislim, terarij je namenjen za eno vrsto živali, vivari za drugo, pol imamo tudi akva terarije in tako naprej. Pač prilagojeno je za določeno vrsto živali. Omenili ste, da ste rejec teh živali, a ne? Naprimer, se mi zdi, da reji, če nekdo reče, da je rejec krav, točno vemo, kaj to potegne za sabo, tudi papirologijo. Kaj pa pri vas, kako je to urejeno? Kar se tega tiče, vsak rejec mora imeti, se pravi, odvisno za katero vrsto živali se gre, torej matična linija mora biti mikročipirana, se pravi označena, in potem treba oddajati poročila, se pravi, glede mladičev in tako naprej. Torej ni to kar tako, se vodi neka evidenca? Neka evidenca je, v praksi absolutno to zgleda dosti drugače, se pa trudimo, no, nekako. Meni se zdi bistveno bolj pomembno, da se pove, da pravzaprav, če se nekdo odloči za bilo kakšno od takih živali, da jim da primeren prostor, da se zaveda, za kakšno žival se gre, da konec koncev bradata agama je kuščar, ki lahko, če ji nudimo tisto, kar potrebuje, lahko živi tudi do 14 let. Na drugi strani rdečerepi odav lahko živi tudi do 30 let. Ne? In to so tiste zelo pomembne stvari, ki jih ljudje moramo vedeti, preden se odločimo za tacga novega hišnega ljubljenčka. Sicer sem mnenja, da vsi pač nasploh ne bi smeli imeti živali, ampak morda
kdo je tisti pravi lastnik eksotičnih živali, no? Ja, jaz se dostikrat rad pohecam in rečem, da definitivno moraš biti malo drugačen, malo poseben človek, ampak ja, treba je vedeti tudi tako, če pogledamo majhen, da se dvignemo na celo situacijo in pogledamo, obstajajo ljudje, ki imajo pač tudi zdravstvene probleme, obstajajo ljudje, ki imajo različne alergije, ki imajo izjemno radi živali, pa si zaradi, na primer, zdravstvenih primerov situacij ne morejo privoščiti, da bi imeli psa ali pa mačka in pač veliko ljudi pol pač ostane brez hišnega ljubljenčka in tukaj je ena taka izjemna alternativa, ne. Te pač živali nimajo dlak, da bi onemogočali sobivanje s takimi ljudmi in potem je tukaj se da najdeti. Pa tudi na sprehod jih ni treba peljati. Tako, ja, načeloma ne potrebujejo sprehoda, je pa čisto odvisen od lastnika do lastnika, koliko svobode jim privošči. 01 512 10 00 je telefonska številka za vaša vprašanja. Dragi poslušalci, če vas karkoli zanima o eksotičnih živalih, Aleš Abram iz BioExa je današnji gost, vam bo z veseljem odgovoril. 01 512 10 00. Kako pa je poleti, naprimer, vemo, da pse in mačke lahko vzamemo sabo čez mejo, kako to urejamo pri eksotiki, da smo še na pravi strani zakona? Ja, pravzaprav je tako, najbolj idealno je, da te živali živijo v svojem terariju, ki je za to prilagojen. Čist nekaj drugega je, če imamo psa, ga damo v boks, v prtljažniku in gre z nami na dopust, tam tudi z lahkoto. Če imamo primerno okolje, seveda preživi ta dopust. Malo težje si je predstavljati, da vzamemo 2-metrskega udava s seboj v kakšen hotel, ne, verjetno se ne bi prav dobro končali. Tako da jaz najrajš ljudem porečem, da naj nekega skrbnika za ta čas najamejo, najdejo, kakorkoli že. Te živali imajo tudi bistveno manj, so manj zahtevne, ni jih treba 3-krat na dan peljati na sprehod, kot moramo psa, ni jih treba hraniti 2-krat na dan, za kačo govorim zdaj, ne. Je pa res, ne, pač, če pa si vseeno tak človek, da bi si želel s sabo na dopust vzeti, da imaš na primer vikend na Hrvaškem ob morju in imaš pogoje, ki bi omogočile, da bi to tam žival normalno živela, potem pač je tista stvar, ki jo potrebuješ, potrdilo v izvoru, to je dokument, ki ga dobiš pri registriranem rejcu, pri ustreznem rejcu, in to je tudi tisti papir, nekako, ki poudarjamo, da je zelo pomemben ob nabavi novega hišnega ljubljenčka. Konec koncev s tem dokazujemo, da žival ni bila ukradena iz narave, ne. To je tudi ena kar pomembna stvar. Vemo namreč, ljudi je zelo veliko na svetu in na srečo ali pa na žalost nimamo vsi enako radi živali in če bi vsak od nas vzel samo eno žival iz narave, bi kaj hitreje izropali. Tako da jaz osebno sem mnenja, da je bistveno bolj pametno, da se podpira rejo teh eksotičnih živali, ko pa da se dela izlov iz narave in s tem pač naravo prikrajšamo. Kaj pa črni trg, to obstaja? Ja, vsekakor, kot pri marsikakšni drugi zadevi, tudi tukaj obstaja črni trg. To je ena situacija, ki pač ni nikomu v čast, ne. Je pa treba vedeti, svet je veliki, mi živimo v Sloveniji, sam oziroma s mojo zaročenko smo prepotovali kar nekaj sveta. Vsakič, ko se vračava nazaj v Slovenijo,
sva hvaležna, iz kakšne države izhajamo. Pravzaprav mi živimo v nekem takem mehurčku, ne vemo, kakšna je situacija naprimer v Nikaragvi ali pa na Filipinih, na Borneu. In če to situacijo majhen bolj premelješ v glavi, pot je marsikdaj jasno, zakaj bi kakšen državljan njihovih držav pač kakšno žival ukradel v naravi in jo hotel na črnem trgu tudi prodati. Nimam pa nobene tolerance do ljudi, ki to počnejo pač tukaj, se pravi v Evropi in se s tem hočejo ukoristiti. 01 512 10 00 je telefonska številka za vaša vprašanja, spoštovani poslušalci. Aleš Abram iz Društva ljubiteljev eksotičnih živali BioExo vam bo odgovoril z veseljem na 01 512 10 00. Dobro, Aleš, morda zdaj nekoliko bolj zagrizeva vprašanje, kako skrbeti. Torej, omenili ste že, ni jih treba voziti na sprehod in tudi ne 2-krat na dan hraniti, sploh kač. Ja, kdaj in kolikokrat pa potem? Ja, kače so v naravi priložnostni jedci. To pomeni, da če imajo priložnost jesti, bojo jedle. Tako da vedno, ko imamo neko eksotično žival doma, moramo jo dobro spoznati, dobro preučiti, da tudi pol ta vzorec naprej mi nekako upoštevamo pri vseh dejavnikih. Je pa tako pri rdečerepih udavih, pa tudi pri večina drugih kač, mladički jejo večkrat kot odrasli, seveda jejo tudi bistveno manjši plen. Na začetku, ko pridejo udavi, naprimer, se skotijo, ne pridejo iz jajčk, tako kot pitoni, naprimer. In ko pridejo ven iz mame, imajo nekako vse zaloge do prve levitve. To pomeni, kakšen teden, 14 dni ne potrebujejo jesti, ko se prvič zlevijo, jih nagon nekako potegne v to, da začnejo zasledovati, pač nekako že loviti manjše glodavce. Jaz osebno jih hranim z majhnimi podganami. Kje jih pa dobite? Ja, kar nekaj let smo tudi pri nas doma gojili za svojo uporabo, zdaj pa svet gre naprej in to se tudi absolutno da kupiti na spletu ali pa v trgovinah specializiranih v te namene. Z nama je poslušalec Miha. Miha iz Grosuplja, lepo pozdravljeni, dober dan, povejte. Dober dan želim. Eno vprašanje imam za vašega strokovnjaka. Ja. Pri naš hiš smo lansko let kupili, se pravi, vzgojenega pri rejci malega Aleksandra. Pa nismo spoznali, se pravi, ali je ženski tip ali je moški tip. Se pravi, rejc je rekel, da ga lahko naučiš, da govori. Mi ga pa probamo naučiti, da bi kakšna beseda, ampak on v svojemu jeziku odgovarja. Ne prepoznamo pa. Jaz mislim, da je ženski tip. Zato, ker smo nekaj gledali tudi, se pravi, po slikah, po informacijah in ima obroček na vratu. Aha, dobro. Mi lahko strokovnjak odgovori, če bo znal kakšna beseda po slovenski povedati. Hvala lepa, vas poslušam po radiju. Najlepša hvala, srečno Miha, lep pozdrav. Ja. Ja, mogoče bi jaz tukaj dodal, Aleksander je pravzaprav, gre se za vrsto ptice, vrste papige. Sam osebno nekako nimam izkušenj z njimi, tako da zelo težko bi komentiral, za kakšen spol se gre. So pa tudi Aleksandri zelo zanimive ptice, ampak ja, kot sem rekel, definitivno bo najprimernejši odgovor vam dal rejec. Konec koncev to vedno opozarjam. Če se odločite za določeno vrsto eksotične živali, v tem primeru pač se obrnete na rejca in tudi ne samo v začetni fazi, ampak tudi ko žival odraste,
dobite najbolj kvalitetne informacije prav od njega. Pa če se malo pošalim, če veliko odgovarja in veliko čivka, je najbolj ženska. Kaj pa jaz tvem? Ne se. Šala na stran, dobro, ostala sva pri hranjenju kače. Ja, kaj pa voda? Ja, voda je sigurno zelo, zelo pomembna, dviguje vlago v terariju, konec koncev je tudi njihov vir hidracije, tako da treba jo redno tudi menjati, da je sveža, in v obdobjih, ko se kače levijo, potrebujejo dvignjeno vlago, zelo rade se takrat grejo tudi okopati, tako da jaz za vse moje kače nekako imam dovolj velike posode, da grejo noter v vodo. Kaj pa pomeni to, da se levijo? Kaj moramo biti še posebej pozorni takrat? Tako, levitev je sestavni del življenja pri kačah. Kače se s pomočjo levitve pravzaprav rastejo v začetni fazi, se pravi prvih nekaj let je ta levitev lahko bolj pogosta, vedno je odvisna od pogostosti hranjenja, več ko jih hranimo, več se levijo, hitreje rastejo, večje lahko zrastejo. In pravzaprav povrhnjico kože si z levitvijo sleče dol, od spodih čaka nova lepa, sveža koža, tako da če so slučajno dobili kakšno brazgotinico ali pa če imajo kakšne parazite, se s pomočjo levitve tudi zelo elegantno odstrani vse to. In to se pozna tudi pri njihovem obnašanju, takrat so bolj mirne, se umaknejo in se tudi ne hranijo. Res je, velika večina kač v tistem obdobju se odmakne, si najdejo svoj mir, niso v konstantni preži za hranjenjem, ampak... In to je dobro, če vemo, da takrat ne drezamo vanje. Tako, se pravi, vedno, ko se kača levi, če že imamo potrebo, da kačo prestavimo ali pa da kaj rokujemo z njo, delamo to mogoče s parimi procenti večje previdnosti, kot če je zlevljena kača. No, kaj pa nam te živali sporočajo, oziroma prejle je imel Tine na moji roki odprta usta. Kako povejo, kaj povejo s tem, oziroma kako se obnašajo pri določenem počutju? Ja, zelo odvisno je od osebka do osebka. Naš Tine, se pravi, kuščar je šel tudi trenutno v levitev, tu se mu pri gobčku vidi, ima že majhen... Sivkasta. Ja, taka sivkaste luske. In zelo verjetno, da je gobček tudi zaradi tega odprl, ker ga majhen moti, veže, tako. Luske. Aha. No, kaj pa morda, če zdaj govoriva o tem, da so to prijetne živali, nestrupene, neškodljive, ja, kdaj nam pa sporočijo, da pa se ne počutijo v redu in morda tudi strupenjače povejo, danes se me pa raje ne dotikaj, in da je prav, da se tega zavedamo, da to prepoznamo in da jim takrat pač res pustimo, da jih pustimo pri miru. Ja, mogoče bi tukaj izpostavil, strupenjače so ena taka posebna veja pač plazivcev. Sam osebno jih nimam že vrsto let več. Pred leti, ko sem bil bistveno mlajši, sem jih imel kar nekaj doma, ampak potem sem se odločil, da enostavno je preveč stvari na kocki, okolikor jih imamo doma, tako da glede njih rajš ne bi izgubljal besed. Kar se tiče pa ostalih eksotov, je pa pravzaprav tako, dosti odvisno je od vrste do vrste, ampak vsaka vrsta po svoje zna povedati, kdaj kaj ne paše, in dokler si laik, dokler nimaš nekih izkušenj, je mogoče kakšno tako reakcijo tudi kar težko prebrati. Dočim, ko imaš kar nekaj kilometrine, no, zdaj mi ni težko videti, da prekači, če pač je ona v napadalnem položaju. In ali pa to je oblika? Ja, pač tako... S, ali kako? Ja, rečemo S, ali pa definitivno, če jo hočeš prijeti,
Tudi piha in sika pravzaprav. Tako spušča lahko glas, s tem tudi opozarja, pusti me na mir, ne me dotikati, sem zelo jezna, lahko te poškodujem. Je pa tudi res, da niso vse kače take, kot tale Felix na moji roki, ne. Ene kače, ko se jih dotaknemo, spustijo take zvoke, pa so pač cele jezne, ko pa enkrat jo vzamemo ven iz terarija, se pa umirijo, vidijo, da jih ne bomo poškodovali in so lahko prav ko ene muce tudi v roki. Zanimiva primerjava, moram reči. Človek se lahko naveže tudi na te živali. Kaj pa živali na človeka? Spet odvisno od vrste do vrste. Nekatere vrste so bolj tolerantne do ljudi, nekatere manj. Tukaj bi našega Tineta izpostavil. Bradate agame na splošno veljajo kot eni izmed najbolj takih priljubljenih kuščarjev, tudi zaradi tega, ker so, kakor vidite, je res miren, milo rečeno miren. Tako. Kako pa funkcionirajo z otroki? Ja, zdaj vedno jaz poudarjam, da sploh pri mlajših otrocih je pomembno, da je starš oziroma skrbnik zraven te živali. Ni pametno, da na primer 3-letni otrok se sam ukvarja z eno tako živaljo, kot konec koncev tudi z drugimi. Nehote bi jo lahko narobe prijel, živali ne bi pasali in bi bila posledica za oba, mogoče travma za otroka in smrtna obsodba za žival. Ne? Ampak pri mladih otrocih, pri mladini, z našim društvom BioExo že vrsto let tudi delamo, odpravljamo te predsodke, to je tudi ena naša misija, naše poslanstvo. Hodimo po šolah, hodimo po vrtcih, izvajamo delavnice odpravljanja predsodkov, spoznavanja eksotičnih živali in tukaj je pa tudi kar pomemben, za kakšen osebek se gre. In te dva osebka, kakor vidite. Ja, Tina je malce vživel zdajle, ampak nič takega, kar se ne bi dalo ukrotiti. Morda na teh delavnicah poveste tudi to, kako pa ukrepati, ko pride do ugriza. Namreč kača ugrizne, ne piči, če smo že pri tem. Tako, to je tudi eno od vprašanj, ki jih jaz dostikrat izpostavim in ko pomisli človek, da ima kača zobe, pol hitro to poveže, če pomisli na to, ne, prav tako kuščar. Jaz se vedno fokusiram pri teh izobraževanjih na lepe stvari. Mogoče ugriz ni ena od tistih stvari, ki jih bi jaz izpostavljal. Zaradi tega tudi ne uporabljam, sploh pri mlajših, teh primerjav oziroma ne izpostavljam tega. Vedno govorim, na kakšen način se moraš živali dotikati, na kakšen način moraš z njimi rokovati. Razumem, ampak vendar se zgodi, lahko se zgodi in je dobro, da vemo v tem primeru, kako postopati. Tako, to sem sam še hotel zaključiti. Vedno, ampak res vedno pa opozorim, da živali, ki so pri nas v naravi, te živali niso primerne za rokovanje in prav pri njih bi najhitreje lahko prišli do ugriza, zaradi tega, ker pač vemo, da ljudje smo ena taka res hecna vrsta, marsikaterem živali niso svete in to se tudi na živalih pozna. Kače se strašno bojijo ljudi in če pride v naravi do stika in se kača nima kam umakniti, drugega in ne ostane kot ugriz. In tu prav tukaj pride največkrat do teh ugrizov. No. Ja, morda mi je zdajle na misel prišel še en stereotip, ki tudi v časopisu sem ga zasledila, ko je pisalo, da je kača ob človeku ležala, zato ker naj bi ga mirila, da ga lahko poje. Kako je s tem? Ja, jaz se rad pošalim, da je tu taka
neka vraža basen, ki se iz generacije v generacijo prenaša. Na naših razstavah, ko jih izvajamo po širni Sloveniji, slišimo različne oblike tega stavka od najrazličnejših ljudi, tudi več 10krat na dan lahko slišiš različne oblike. Definitivno to ne drži. No. Treba vedeti, kače so hladnokrvne, kače imajo rade toploto. Če smo si z svojim hišnim ljubljenčkom kačo zelo blizu, lahko jo tudi daj pocrklamo, jo vzamemo ven. Sam imam zelo lepo izkušnjo iz začetkov mojih terorističnih. Imel sem eno veliko udavinjo poldo, zelo sva si blizu in jaz sem imel zelo veliko po roki in naprimer en primer je bil, ko sem šel gledati televizijo, sem jo dal na prsa na sebe in njej je bilo res prijetno, ker se je grela na meni in enostavno me v enem trenutku zmanjkalo, sem zaspal, ampak ko sem se zbudil, ni bilo prav dolgo. Je ona bila na tistem mestu, nikakor ni bila ob meni, ni me merila, ker če z zdravo pametjo pomislimo, kako bi pa pol v naravi izgledal, če bi kača prišla, naprimer, ob kunca in mu rekla, ej ti kunc, daj ti malo počakaj, da te jaz zmerem, če te lahko pojem. No. Aleš, hvala, morda ob zaključku oddaje še nagovorite, če naju posluša kakšen osnovnošolec ali srednješolec ob informativnih dnevih, kakšen poklic izbrati, da bo lahko kadarkoli v stiku z živaljo. Ja, mogoče tukaj nisem glih primeren primer. Moja profesija oziroma moja izobrazba je namreč v gradbeništvu. Povsem kontra, sem pa mogoče en zelo dober primer, da marsikaj se da narediti v življenju, če vztrajaš pri svojem, če slediš svojim sanjam in tudi tisto, kar ti vsi drugi rečejo, da ni mogoče, je možno speljati. Sam dosti energije in veselja moraš imeti pri tem. Še zadnjo minuto porabiva za to, da poveste, kje vas lahko oziroma kje lahko poslušalci izvejo kaj več o BioExu. Ja, tako kot sem rekel, vrsto različnih razstav delamo po širni Sloveniji. Tista največja razstava se obeta drugi vikend v oktobru, že drugo leto zapored oziroma 18. ali 19. celo leto teče našega društva ljubiteljev eksotičnih živali BioExo, ko bomo naredili že kar 30. veliko razstavo, tako da v tem primeru bi mogoče vse gledalce, ki jih tu seveda zanima, zelo lepo povabil. Drugače pa, če imajo pa željo nas pobliže spoznati, smo dosegljivi na našem mailu, na spletni strani BioExo. Nas najdete, če hočete popestriti kakšen rojsten dan, mogoče v vrtcu, šoli. Poti do vas so torej odprte. Dobro, Aleš, upam, da sem midva zdaj komu skupaj s Tinetom in Felixom pomagala premagati kakšen strah ali pa morda tudi koga odvrnila od nakupa, če je spoznal, da temu ne bo kos. Tako da najlepša hvala, da ste se odzvali vabilu in seboj prinesli še tele dve čudoviti živali. Najlepša hvala za povabilo in vse dobro naprej. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste poslušali današnjo svetovalnico, ki sem jo pripravila Maja Morela. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.